Pozdravljene ženske in gospodje na našem prav posebnem podcastu. Vsakega se veselim, danes tega pa še posebej, ker imamo gostjo prvič pri nas in to je odvetnica, ki se ne ukvarja samo z ločitvami, z marsičim drugim, ampak dejansko ugotavljamo pri delu ginekologi, da se po 45. letu marsikaj spremeni, da se življenjska stran obrne, da se veliko zvez, ne samo zakonskih, tudi ostalih, razdre in da to za sabo prinese marsikaj. Ker je življenjsko obdobje po 45. letu tisto, ki je meni še posebej ljubo, to je pač obdobje perimenopavze in kasneje menopavze, bova z našo gostjo poskušali najti stične točke. Že zdaj pa povem, da nikakor ne favorizirava ločitve, da je ločitev vedno neki izhod v sili, da so obe zelo za zakon, ampak včasih se pa marsikaj zgodi v življenju našem in vašem. Pozdravljeni, Nina. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Nina Lunaček, odvetnica. Dajte kaj povedati o sebi, kaj tazga strokovnega, kaj osebnega. Kot ste rekla, sem odvetnica, poklic opravljam v svoji odvetniški pisarni, v kateri sem pa nekako po naključju končala. Namreč svoje pripravništvo sem začela po spletu okoliščin, da sem dobila povpraševanje, če bi bila pripravljena pomagati enemu odvetniku. In tako sem začela in sem v tem tudi ostala. Zdaj že 10 let tudi v svoji lastni pisarni in se precej ukvarjam z ločitvami. Spet mogoče po enem naključju, da sem najprej dala čez svojo ločitev, kar je nekako prinesel, da sem se bolj ukvarjati začela s tem, kakor s kakšno drugo vejo prava. Se to sem hotela vprašati, ampak moramo povedati, da so obe izkušeni mački, a ne mački na tem področju, da imava vsaka svojo ločitev za sabo. Sicer jaz prej, sem stara 32 let, se mi zdi, a ne, se pač tako obrnilo, ampak dejansko je ta izkušnja se prav neprecenljiva tudi v obravnavi klientov in ljudi, ko pridejo, dejansko človek ve, kaj doživljajo. Ja, sigurno. Kako jih vidite dejansko? Vi pač zastopate oba spola, in moške in ženske. Je kakšna razlika med njimi, ko pridejo po pomoč? Ja, običajno so ženske bolj čustvene, bolj so čustveno strte. Moški mogoče ločitev malo bolj racionalno jemljajo. Veliko razliko dela razlog, zaradi katerega se ločujejo, oziroma kdo je bil pobudnik. Tisti, ki je pobudnik, veliko lažje čez to pot pride, kakor tisti, ki je zapuščen, prevaran, pač na nek način žrtev v tej zvezi. Kaj pa so najpogostejši razlogi za razhod? Statistično najpogostejši so velike razlike v pogledih na življenje, življenjske cilje, pogled na otroke. Velike finančne razlike, pa nezvestoba. Te trije so nekako najbolj pogosti, ki se statistično Kaj bi dali pod to pogled na življenje, oziroma to verjetno ni, ali bom jaz volila, ne vem, to stranko, tipa ono stranko. To so neke globje stvari, verjetno. Globje stvari. Ja. Pogled na vzgojo je recimo en tak, kjer se starša zelo lahko razideta, vsako svojo smer se ne morata več zmeniti. Eno je vera. Eno smo imeli pred parimi leti razlog, ki je kar bodel v oči, cepljenje. Da se mi zdi, je bila velik razdor tudi v prijateljstvih, med družinskimi člani nasplošno. Ja. Pa povezava z vsem tistim lockdownom in so začele zveze kar povečano razpadati. Okay. Zdaj, kakor res vem, oziroma tako sem naučena, da najpogostejši jabolko spora v neki zvezi so starši, ne? Se pravi moji, tvoji starši, otroci, pa denar, finance. Ne? Sej dejansko ste dva od teh tudi navedla, kot da sta zelo pomembna. Recimo denar, ne finance. Moja filozofija je taka zelo osnovna, pa je mogoče preveč, mogoče ni dopadljiva vsakemu, ne? Ampak da mi je všeč to razmerje moški-ženska,
da ne vem, za moje pojme, mora biti moški vsaj enako izobražen, če ne več, in mora vsaj enako, če ne več, zaslužiti, da mogoče se tudi v očeh ženske počuti bolj moškega. A se motim tukaj, a je to en kamen spotike, ali se menimo o čem drugem pri denarju? Jaz mislim, da je bolj pomembno to, da v paru, v katerem zelo različno zaslužita, začne prihajati do tega razkoraka. Ker se tisti, ki prinese več, počuti, da koliko on vlaga, ona, običajno, ker smo ženske manj plačane za iste poklice, ona pa sam zapravlja, doma je in zapravlja, jaz pa delam. Ta se mi zdi, da je bolj poudarjena, kakor izobrazba sama po sebi. Čeprav tukaj nimamo tega ameriškega modela, ker recimo v Ameriki je veliko žensk doma, ostanejo pač, ko rodijo otroke, so gospodinje, nekako, potem se večinoma ne vrnejo v službo in so res popolnoma odvisne od zaslužka partnerja. Pri nas tega ni praktično, ženske so v službi. Zaposlene so večinoma vse, niso pa enako plačane, kot so moški plačani za ista dela. Poleg tega, da ona mora v vrtcu otroke pobrati, vrtec se zapre, ona ne more delati nadur, ona ne more imeti še popoldanskega hobija, neke dodatne obrti ali kaj zvem česa. Ona je doma, pa za tisto poskrbi doma. Mož pa kariero dela med tem. Medtem pa dela kariero in mastno služi, upamo, da ne. Okay. Potem pa je nezvestoba. Zdaj tukaj se jaz kot ginekologinja vklopim totalno noter. Kdo je pobudnik oziroma kaj se zdi, kdo je bolj nezvest komu? Jaz mislim, da tukaj smo kar vsi na istem. Težko bi rekla, da so eni bolj kot drugi. V končni fazi tudi, če bi bili samo eni tisti prešuštniki, s kom pa bi prešuštvovali, če bi bilo tako. Pa je recimo problem, da se neka afera, neka taka stvar izve, ali da gre bolj za neke dolgotrajne zveze, zaljubljenosti? Oboje. Mislim tudi, da ženske po eni daljši zvezi, v kateri so veliko razočaranj doživele in mogoče ravno v tem obdobju perimenopavze so zelo nagnjene k zaljubljanju, tako strašnemu zaljubljanju, in takrat mislijo, da so pa spoznali res unga princa na belem konju in da se bojo osvobodile svoje dosedanje bede. Ja. Zdaj, kar jaz recimo opažam v ambulanti, je to, kar se recimo ločitev tiče. Hvala Bogu, kar se tega tiče, nismo še v dobi digitalizacije, imamo še te stare kartone, kjer je v bistvu cela zgodovina ženske napisana od tega, ne vem, kdo je bil njen oče, še tisto staro zavarovanje, po kojem je bila zavarovana, njen dekliški priimek, ki potem prečrtan, pa potem nek drug priimek gor nastane, potem pa pride čez nekaj let, pa je drug priimek prečrtan, pa je spet ta nekako usposobljen dan v veljavo, čez cajt pride, je spet ta prečrtan, pa je nov priimek, tam se pravi se drugič poročila, se pravi ta zanimiva dinamika vsega skupaj, ampak recimo, kar se nezvestobe tiče, jaz dostikrat rečem, da se v zvezi, tej primarni zvezi premalo ljudi ukvarjajo z spolnostjo in da se ženske mogoče preveč potegnejo v neko materinstvo, v nek svoj svet, medtem ko moški pač se delajo, da je vse ostalo enako, ne vem, ni jim treba čistiti oziroma ni jim treba, kaj svem, z otroci se, čeprav danes ni več tako, da bi bile te vloge tako zelo ostro deljene. Dobro, te podatki do mene niti ne pridejo. Jaz običajno, če na to temo kaj zvem, ko stranke pač z bolečino povejo, toliko pa toliko časa že ni bilo nobene intime, potem si je pa najdu ljubico ali kakorkoli, tako da tega ozadja mi pravzaprav niti ne razlagajo. Vse to je problem, dejansko razpadajo verjetno odnosi, ki niso dobri od samega začetka oziroma se nekaj začeli krhati in se potem to ni popravljalo. In tukaj spolnost je en zelo velik dejavnik vsega skupaj
recimo v perimenopauzi, če čisto na kratko povem, poleg pustimo te vročinske oblive, pa pustimo neke, ne vem, težave z lasmi, kožo, nohti in tako naprej. Ampak pride do ene velike spremembe energije, do utrujenosti, do slabega spanja, do čustvenih motenj, do zmanjšanja tolerance, tudi za neumnosti. Ne? In dejansko ženska, če ne spi, če se slabo počuti, nima volje in energije za spolne odnose. Ne? Ženske smo take, da mora biti vse pospravljeno, pripravljeno, računi plačani, otroci s petkami v šoli, pa mogoče ne, gremo pa še malo seksati zvečer, kaj tazga. Medtem ko moški pa tukaj spet ne komplicirajo tako in dejansko ne razumejo te plasti ženske. Ja. Če mogoče to navežem čisto na statistične podatke, s katerimi so začele. V Sloveniji zakon statistično traja približno 14 let v povprečju. Okay. Kar pomeni, da glede na to, da se danes vse zamika v starejšo dobo, da imajo ženske kasneje otroke, je tistih 14 let ravno spet v tem perimenopauzalnem obdobju. In 14 let je tudi po moje več, kot za dosti dolga doba, da imaš vsega poln kufer. Otroci so takrat še relativno majhni, obremenitev z njimi je velika, nabrali se je v 14 letih, kar se je nabrali, potem pa pridejo še te hormonske spremembe in ja, začne zakon razpadati. Ja. Tukaj je eno tako veliko nepoznavanje itak problematike, se mi zdi z obeh strani, tako moške kot ženske. Ne? Ženska pač ima težave, dejansko ima organsko težave. Ne? Ta hormonski upad je neverjeten, vpliva čisto na vse in zdaj, če niti sama ne razume, kaj se z njo dogaja, kaj šele njen moški, zanga k meni večina žensk pride, ko jih pač nekdo napoti. Ne, reče, veste, gospa doktor, jaz, če tole ne bova mi zrihtale, ne, se bom ločila. Pa ne zato, ker se jaz hočem, ampak ker se bo mož ločil. Ne. In mi tudi on rekel, pejt pa tole zrihti, ker jaz te ne bom več take gledal. Ne. Se misliš, da potem so res ene take napetosti in ene taka trenja, ki enostavno so res huda, ne, za vsakodnevno obremenitev. Ja, zdaj, da verjetno niso bile slišane že prej. Ja. Potem pa pride še to, ona se slabo počuti, ja. Pa še vedno ni slišana. Doživlja pa isto zadevo slabško, kar jo je prej. Točno to, ja. Tako se mi zdi, da tudi na ta način, kot se pogovarjava, tudi danes midvi, mogoče da komu malo misliti. Ne. Zdaj pa, ugotovila je, da tole nikamor ne pelje, ne, iz bodi si katerega razloga. Mogoče je bilo, ne vem, recimo tista prva, da se ne strinjata v ničemer več, ne. Tudi o tem, ali bosta in kdaj bosta in kolikor bosta imela spolne odnose. Ne. In ženska reče, zdaj pa dost. Kaj pa pol naredi? Kako si, a se izbere odvetnika, gre na posvet, kaj naredi pol? Jaz ne vem točno, kako se to začne. Jaz pač vidim, ko k meni že pride. Večinoma so ženske in moški takrat že odločeni. Vsake toliko se sicer zgodi, da pride nekdo neodločen, da pravzaprav ne ve, kaj bi. Da mogoče upa, da mu bom jaz rekla, ja, loč se, ali pa joj, ne se ločati. Ampak so redki taki. Načeloma že pridejo z izoblikovanim stališčem, ločila se bom, zdaj mi pa pomagajte, kako naj se. Kako je najbolj to narediti. Okay. Recimo, kako pa izbere odvetnika? Jaz se spomnim, ko sem se ločevala, sem šla po Nazorevi pa tam okoli sodišča, ki je polno odvetnikov, pa sem gledala table gor in potem en priimek mi bil všeč in sem stopila noter, in sem rekla, jaz bi se pa ločila. Tako zelo danes gleda, tako zelo bazično in pa naivno, ampak pa sem ta postopek speljala in recimo, da sem pravo osebo najdla. Ampak kako danes to poteka? Kako veš, ali moraš tudi odvetnika začutiti, ali kaj pomembno pri tem odnosu? Ja, načeloma pridejo po sistemu reklamiranja od ust do ust. Ja, jaz sem imel pa tega odvetnika, pa mi je bilo ful v redu, pa je tja.
Na ta način jih pride večina, zdaj da bi kar na vrata uletel, to se mi zdi dosti redko in nenavadno. Ja, začutiti pa sigurno, ker če sta karakterno stranka pa odvetnik nekompatibilna, ne bosta nikoli dobro shajala. Verjetno je pri vas zelo podobno. Enako, ja, sigurno, ja. Čeprav pač nekaj lahko profesionalno speleš, a ne, pa res, da tukaj verjetno se gre pa do dna vsega več je vsega, umazanga. ja, več je In vsega. da vemo, da Ne moreš se zelo- razkrivati nekomu, s komer ne začutiš kontakta. Točno to, ja. Ok, kaj pa pol? Zdaj pa recimo, da ne vem, imata neko nepremičnino za razdeliti, neko, ne vem, recimo, da se še nek vikend nekaj najdu, kaj so vsak ima svoj avto, pa recimo, da imata enega ali dva otroka. Kaj pa pol? Se onadva to lahko zmenita ali... Vse se lahko zmenta, seveda, če je volja na strani obeh. Dokler sta soglasna, so možne čisto vse rešitve. Ker soglasja ni več, ja, potem je pa treba poseči po drugih vzvodih, po postopkih, ki pa v primeru ločitve niso vsi na istem sodišču. Problematiko družinskega življenja, se pravi otrok, kje bojo, kako bojo, s kom bojo, kdo bo skrbnik, se rešuje na družinskem sodišču. Problematiko premoženja pa na civilnem sodišču. Tako da, če se ne morata zmeniti, sta takoj obsojena na dva različna postopka. Ok. In potem niti to ne gre sočasno, verjetno. Ali se otroci mogoče malo prej. Zakon pravi, da so te postopki prednostni. Praksa pa ne govori v prid temu. Pa še vedno velja, da se otrok po 10. letu lahko odloča, pri katerem staršu bo živel. Ali recimo tako vprašanje, ali je to jabolko spora, kje bo otrok živel, ali pa recimo, da se tukaj menva nekje v nekem najstniku, no, niti ne v nekem majhnem otroku, ampak recimo v nekem, ne vem, višji razredi osnovne šole, gimnazija, se pravi, neka že tako napol izdelana osebnost, ampak ne še čista, ne. Nikoli pravzaprav ni bilo, da ko je star 10 let, se lahko odloči sam. Otrok se lahko pove svoje želje, svoje mnenje, če je dovolj zrel, da se to mnenje upošteva. Zdaj, kdo presoja to, načeloma CSD, izvedenci in tako naprej. Če se starša normalno ločujeta, se pravi sporazumno, da se v stvareh pomenta, se običajno v tem pomenta tudi z otroci. Normalna starša poskušata upoštevati želje in interese otroka. Zdaj, eno je, če vsaj pol družine ostane na dotedanjem bivališču, bojo otroci verjetno imeli željo ostati tam, ker jim je poznano. Če se selita oba, seveda rata problem bistveno večji. In ja, je kamen spotike, kje bojo otroci. Načeloma mame bi želele, da so otroci skozi pri njih, pa bi šle mogoče enkrat na teden malo na obisk očetu, ali pa še to najrajš ne. Do te skrajnosti, ki se zdaj precej uveljavlja pri nas, da se otroke deli na pol. Se pravi, en teden pri enemu, en teden pri drugemu, in potem otrok teka z eno vrečko iz enega doma v drug dom. Kaj pa če živi nekdo v Ljubljani, nekdo v Mariboru ali pa na obali, tudi potem teka okoli? Ne, tukaj pa ni presečišča. Ne more hoditi v šolo enkrat z Ljubljane, enkrat iz Kopra. Ok. Ja, lej. Če hoče kdo komu nagajati, se je mogoče, ne? Tudi na ta način se da, ne? To je res, ampak to je za otroka res obremenjujoče, da bi se en teden vsak dan vozil 1 uro pa pol v šolo in še nazaj. Ja, itak. Kaj pa, kje se bolj pogosto zatakne, pri delitvi premoženja ali pri skrbništvu za otroke? Tam, ko se zatakne, se itak na vseh frontah zatakne. Aha, ok, razumem. Koliko pa je recimo procentualno ali pa po občutku se ljudje znajo ločevati, oziroma gre to bolj tako po neki kulturni poti ali večinoma pristanejo na sodišču enemu ali drugemu? Tisti, ki pridejo do mene, so načeloma že bolj kvalificirani za sodišče, ker tisti, ki se uspejo zmeniti, se načeloma zmenijo že prej in rabijo samo še nekoga, da njihovo odločitev soglasje zapiše. Da tisti, ki pridejo spraševati, kako pa to, kako pa uno, kaj pa pol, ker sem jaz enkrat na sodišču, te so načeloma že kar
stranke v postopku. Stranke pa so. To je v bistvu, ker se mi zdi, ne vem, mogoče ne čisto slovenski šport, ampak vsi poznamo kakšne pare, kjer to ni šlo lepo, ne, in kjer se je to potem leta vleklo in na koncu ni bil noben zadovoljen, ne. Dejansko je to noben ne zmaga. Zdaj, mediji sva rekli, ne, da sva v bistvu za zakon, da ljudje, da naj se ne bi ločevala, ne? Vendar se mi zdi, da vsak smatra to kot nek lasten neuspeh. Se strinjate s tem? Sigurno. Okay. Dejansko kot nekaj tazga, da nisi dovolj naredil, da nisi, ne vem, se potrudil karkoli. Ne? Zdaj ne govoriva o teh pretepih, alkoholikih, o mamilarjih, takih stvarih, ne, to so čisto drugi nivoji, ampak dejansko ne, vedno sta dva kriva za neko stvar. Ne? Tako da tudi se mi zdi pri tem varanju, da ni vse tako črno-belo, no? kot potem ena stran prikaže vedno, da ne vem, saj z ginekološkega stališča bi se dal kaj narediti, da bi bilo življenje v spalnici bolj živahno. In se mi zdi, če je življenje v spalnici živahno, da mogoče ta komponenta odpade, se potem lahko samo še menta, ne vem, o volitvah, pa o religiji, pa kar so to pomembne stvari. No. Ampak se mi zdi, da so rekli včasih, da pod kovtrem so se poglihali. Kaj. Ja, če bi to držali, potem bi se ta dva verjetno znala tudi kakšnih drugih problemov lotevati konstruktivno. In verjetno tudi iz tega razloga do ločitve ne bi prišlo, ampak običajno gre eno z roko v roki. Nisem razumljena, nisem slišana, vse gre narobe, ne morem se zmeniti, ne morem se pogovoriti in potem seveda zaškripa tudi spolnost. Siguren, da je to, se mi zdi, da eni ljudje startajo z neko romantiko, z neko, ne vem, idealno ljubeznijo in potem realno življenje pelje v neko drugo smer, lahko marsikoga. Ne. Moj občutek je tudi naslednji. Ne. Zdaj, jaz občudujem vsak par, vsakega moškega ali žensko, ki reče, lej, tole ne greva narazen, da se nekako daš, ne vem, osvobodiš en drugega in da si daš možnost za nov začetek. Najbolj zamerim ljudem, ki vlečejo neke zgodbe, neke slabe odnose, neke slabe, ne vem, kaj pa se vem, navade ali kakoli pod krinko zaradi otrok. Večina nas to počne, po moje. Zato, ker je vsakmu zelo težko sprejeti, da bo otrok imel razpadlo družino. Tega nihče ne želi. Ne. In raj potrpijo tistega svojega partnerja, kakorkoli jim že z njimi je, samo da ne bo tako. Tako, ko postane prehodo, je tudi to manj pomembno. Ampak ta otrok odraste, je zdaj šel študirati, je doštudiral, je v službi in se odselil nekam. Ampak ta dva še kar vlečeta svojo zgodbo naprej, en drugega mučita dobesedno iz dneva v dan, ampak noben pa ne naredi tiste ločnice, zdaj pa je dosta. Ne? Oziroma, ko je verjetno en naredi, potem on drug zelo nesrečen in užaljen. Običajno. Je tako, Tako da ja, se mi zdi, da ne vem, ljudje so ali pa smo različni in nekako včasih se zdi, kot da res sami sebe radi mučimo. Ne. Jaz recimo ambulanti vprašam, ne vem, glede spolnih odnosov, ne, in pač pove, ne, da ne vem, ga videti ne more tako blizu, ne, da bi se kaj dotaknil, kaj tazga. Zakaj ste pa skupaj? Ne? Potem zveš zaradi otrok. Koliko so pa otroci stari? Ja, 30 pa 32. Ne? Aha, dobro, ja, zdaj imajo že vnuke, ne? Tako da je treba že za to poskrbeti. Ne? In pa reče, pa se ni problem. Ne? Pač on tam malo v garaži, malo dela na vrtu, malo kaj tazga, ne? Jaz sem v kuhinji, malo tako in dejansko tako živijo, dokler ne umrejo. Je tako. Kaj bi takim ljudem svetovala? Recimo, imamo mi te svetovalnice za zakonske svetovalce? Ja, je to nek mehanizem sodišča tudi? Ne. Aha, to pa ne. To so vse koraki, ki jih par ali pa jih ne oddela, preden pride tako daleč, da pride do mene, da pride do ločitve. Zdaj, a je to uspešno ali ni uspešno, jaz ne vem. Oni, ki so uspešni, oni ne pridejo. Ne? Pa moram pa reči, da ni neka
ustaljena praksa, da bi ljudje najprej dali čez terapije, pa bi se te izkazale za neuspešne, pa šele pol pridejo. To je dosti majhen odstotek, vsaj po mojih izkušnjah. Da bi sploh kaj probavali zakon rešiti. Običajno gospa bi probala, gospod pa ne bi, ne, psihoterapeuti so za norce, tja se ne hota, ne, tega me bo sram, zakaj bi jaz to delal, saj z mano je vse v redu. To. Z mano je tako vse v redu, ne, ali pa v bistvu odvisno, koga vprašaš, ne, vsak bo povedal nekaj zelo slabega v drugem osebu, ne. Mogoče to ni še tak mehanizem, tako nekako pri nas razvito, ne, ta mehanizem psihoterapije, zakonski svetovalci, se jih praktično ni, ne, oziroma jih je zelo, zelo malo. Pa se mi zdi, da nekaj, kar je, sicer nobeden zdaj ne dela samo zakonsko terapijo, ne. Preosko bi bilo, pa imajo zraven še družinsko, pa za otroke, pa ne vem, za pare, pa za tiste, ki ostanejo sami, ne, tako da malo pokrijejo širšo področje. Ok, se pravi, bodi si se radikalno ločijo, ne, to je bolj moška lastnost, očitno, ne, ali pa zelo potrpijo, kar je zelo ženska lastnost in se mora res nekaj zgoditi. Ampak kaj je tisto, kar jih pripelje čez rob? Nekaj se mora zgoditi, kaj je šalčko narobe postavil ali ne vem. Na koncu mogoče je res tista šalčka, ja. Ampak ne vem, to so stvari, ki se nabirajo leta. Vsakič reče, ok, se bom še to požarla. Pa enkrat iste stvari ne more več pogoltniti. Pač naberejo se stvari. In se mi zdi, da ta perimenopauza, menopauza, postmenopauza je obdobje, ko toleranca žensk rapidno pade. Dejansko so nekaj reset naredi, kar se mi zdi prav. Zdaj se pa od zdaj naprej, v bistvu že leta šteješ. Jaz sem stara, ne vem, 55, 20, 30. 30 let je pa tako. Za 30 let se nazaj vsi spomnimo, kaj je bilo, je tako. 30 let nazaj se živo spomnim, takrat sem tudi sina rodila, recimo, ampak dobro, je bilo zelo intenzivno leto. Se pravi, zdaj si misliš, če se tako dobro spomnim za nazaj, to je blizu potem, se pravi tole, ko si enkrat starejši, pa leta hitro tečejo, takole, da jih, ne vem, ka bi jih nekam brcno, tako. Ja, čeprav moram reči, tega nisem opazila, da bi se ljudje ukvarjali, zdaj se pa staram, zdaj sem pa star, zdaj se moram pa še ločiti. To nisem opazila. Dejansko, kar je mogoče tukaj, to se imenuje sive razveze, nekaj tazga. Kar je tukaj še pomembnega, ker smo prej rekli, da starši, pa otroci, pa denara, da v tej starosti tudi naši starši ostarijo. In rabijo vedno več neke pozornosti, nege, nas praktično. In to zna iti onemu drugemu, ki jih nikoli ni imel posebej rad, zelo na živce. Ker včasih res, ne vem, tudi preden starša mogoče daš v dom, pa ga nareš ne daš, dejansko zelo veliko časa in tega tam narediš. Po drugi strani imaš doma otroke, ki se kar ne spravijo od doma, ker pač nimajo kam iti, stanovanje so draga in nekako se znajdeš v tem v sendviču, in to je zelo, zelo tenzijsko, verjetno tudi za nek odnos, posebej, če imaš že razpoke od prej. Zdaj v bistvu verjetno obstajajo neke razlike, ženski pa moški princip ali pa pristop k ločitvi. Prej ste rekla, da moški se zelo hitro odloči za ta korak. Recimo, ko zastopate moškega, verjetno ste takrat na njegovi strani, se začutite in ste njegova odvetnica, ko žensko na drugi strani. Čeprav, kako je biti odvetnica moškemu, kako je biti ženski? Se mi zdi, da ženski je treba biti v večji meri še psihoterapeut zraven, kot moškemu. Moški manj o teh čustvenih plateh govorijo. Oni mogoče bolj naštejejo dejstva, kaj se jim je dogajalo, kaj jih je motil in zakaj ne morejo več. Ampak od tam naprej oni ne rabijo kaj dosti filozofirati, oni rabijo rešitev, ki se čim prej izvede, če se to da. Potem je pa še druga kategorija moških, ki pa pravzaprav prevzemajo vlogo mame. To so pa primeri, v katerih je mama kot mama odpovedala, zdaj ali zaradi bolezni, alkohola, teh stvari.
tam pa se oče pravzaprav začne vesti tako, kot se običajno vedejo mame. To je tako zelo specifična, zelo posebna situacija, kjer se skozi zavedaš, da imaš komunikacijo z moškim, ampak v resnici se obnaša kot mama. Okay. To je verjetno kar ne, glede na to, da so se moški spremenili, da se je družba spremenila, da so vedno bolj vključeni tudi v vzgojo, nego, varstvo otrok. Pa verjetno tudi upam v te vsakodnevne gospodinjske stvari. Ja, sigurno. O tem tudi oboji pravzaprav veliko vejo povedati. Ja, on je pa zelo veliko vključen v vzgojo otrok, zmeraj jih je, ne vem, vozil na izlete, vozil jih je na obšolske dejavnosti. Tako da v teh primerih vprašanje, pri komu bojo otroci živeli, postane veliko bolj pereče, ko oba dva rečeta, ja, oba sva k temu prispevala. Zmeraj manj je tega večno odsotnega očeta. Okay. Prispevala so oba k temu, da je k vzgoji otrok. Tako, okay. Bila vključena v njihovo življenje. Kako pa sodišče res odloča v praksi danes? Rekli ste, da je vedno več teh deljenih skrbništev. Pa je to večina ali vedno več? Mi smo 2018 začeli uporabljati družinski zakonik, ki je kar precej spremenil dejansko stanje na tem terenu. Prej je bil klišejski default, ki so bile skrbnice mame, oče je imel stike enkrat na teden, pa vsak drug vikend, pa tam se je končal. Zdaj se je pristop oziroma pogled na to bistveno spremenil. Zdaj psihologi pravijo, da teorija enega doma ne drži več, da naj bi te otroci imeli 2 doma in bili čim bolj enakomerno z enim in drugim staršem. In to je seveda posledično vodilo v te režime teden ali pa kakšne druge modifikacije delitve teh dni. Težnja k temu, da naj bi bilo to približno pol, je pa zelo močna. Na čigavi strani? Sodišča ali staršev? Sodišča, psihologov, centrov za socialno delo. Okay. Zdaj, verjetno imajo oni v mislih dobrobit otroka, čeprav verjetno se bo tudi ta filozofija s časom malo spremenila, tako kot se vse spremenja. Ali pa ne? Skandinavske države so že pred leti šle po tej poti, po kateri gremo zdaj mi, se pravi skupno skrbništvo za vsako ceno. Eno obdobje je to bilo zelo močno, zdaj pa to spet začeli zamerati in se počasi vračajo spet v sistem enega doma. Tako da lahko verjetno pričakujemo, da čez 10 let bomo tudi mi spet to smernico obrnili in šli v drugo smer. Okay. Zdaj ena stvar, ki opažam še tudi pri svojih pacientkah, je en tak čist psihološki učinek po ločitvi. Namreč sem zelo zagovornica, da ko se ti ločiš, se ločiš, in da je priimek možev ostanek neke zveze, nekega stanja, ki ga ni več. Tako da opažam pri pacientkah, ki se odločijo za ta korak, da pač prevzamejo dekliški priimek nazaj, mi povejo, da so kot osvobojene, da dihajo bolj s polnimi pljuči, da se počutijo spet kot jaz na ta način. Koliko pa je teh, sicer ne vem, če imate podatek o tem, koliko je dejansko teh sprememb potem na staro stanje, na dekliško stanje? Koliko je tega pravzaprav ne vem, ker moja misija se zaključi takrat, ko dobim štempelj pravnomočno. Kaj potem ljudje od tam naprej počnejo, običajno nimam informacij, razen če se čez čas spet znajdejo v kakšnem postopku. Sicer pa je svoje stranke opozarjam na to, da če so spremenile priimek ob poroki, ga ob razvezi lahko ponovno spremenijo in tukaj so celo privilegirane pri tem, da ga takse prosto spremenijo. Pa sem opazila, da to ni tako zanemarljiv faktor. Finančni, pri celi zgodbi. Ampak večina ali pa večina, nekatere pač obdržijo priimek, zaradi otroka. Res je. Je to res lažje potem, ne vem, kaj je s tem
olajša sebi v življenju, če recimo obdrži možev priimek, kljub temu, da ga videti ne more več, recimo, ali pa da si povrne svojo identiteto nazaj. Kaj to praktično v življenju pomeni? Imeti različen priimek od svojega otroka verjetno ni najbolj prikladna stvar, že pri roditeljskih sestankih in teh stvarih se zna zaplesti. Tukaj mogoče bi omenila eno zgodbo. Jaz imam eno prijateljico, ki je iz prve zveze imela enega otroka in iz druge zveze dva in je prišla v šolo in nikakor se ni mogla zmeniti, za katerega otroka je ona zdaj dejansko prišla, in je na koncu tako jezna, da je rekla, pa saj sem vam že 3-krat povedala, da imam 3 otroke, ki se pišejo med sabo različno in drugače od mene. Aha. Tako da očitno ta ime ima pomen. To imamo isto eno tako zgodbo enako, ko smo bili v razredu, pa smo bili 3 predstavnice izbrane za nekaj, in potem nas je ona razredničarka poklicala pač po priimkih naših otrok, in smo se 3 lahko samo rekli, da se ne pišemo tako, Ampak ja, mogoče je praktično to, ampak se mi zdi, da en psihološki moment je pa res enorm na ta način, da ne vem, da zadiha. Moja izkušnja osebna je taka, da sem svoj priimek vzela nazaj, dekliški, še preden je bil ločitveni postopek končan. Ker se mi zdelo, da sem s tem dejansko prekinila neko zvezo oziroma neko stanje, v katerem res nisem hotela več biti. Ja. Je pa to seveda zelo individualno in zelo. Moški pa seveda tukaj, moški so pa ime in priimek ostane, skozi enako. Ja, to je vprašanje, ki je mene zmeraj na nek način intrigiralo. Zakaj jaz, ki sem 30 let čez noč postanem zdaj nekdo drug? Moje ime od rojstva do smrti, kot da jaz tega s priimkom sama ne razumem najboljš. Jaz imam skozi svoj dekliški priimek. Ja, ime ostane skozi enako, tisti priimek se pa spreminja in to se potem vidi, ko se nekaj ljudi išče za neke obletnice, valet, matura, in se dejansko ženske kar zgubijo v celi tej noter. Ja. Ampak to je seveda spet vsaka ženska sama razmišlja in pa vedno več tistih zvez, ki sploh niso poročeni in to potem sploh ni več problema. Ali pa so tudi poročeni, pa si dodajajo možev priimek. So poročeni, pa ne spremenijo priimka. Tudi veliko takih primerov poznam. Pa ne, da bi tako lep priimek imeli ženske, ampak tako se počutijo, recimo, kar mogoče tudi malo pove o neki dinamiki v tej zvezi. Namreč moj Meglič mi ni dal te možnosti, nobene. Ni mi držal puško tukaj, ampak je s svojimi lepimi očki gledal in rekel, lej, vse ali nič, pa sem nekaj dragi, seveda vse, tako da in zdaj imamo ginekologijo Megliča. Mene zelo veselil ta pogovor, se mi zdi, da sva lepo kakšne stvari povedale, kakšne mogoče tudi ne. Nina, kaj bi povedala za konec? Kaj bi, ne vem, kot zaključek, kaj bi želela, da si ženske zapomnijo današnjega pogovora ali pa kakšno popotnico bi jim dala? Absolutno, kot ste že na začetku povedala, jaz ne navijam za ločitev. Verjamem pa, da je za vse, ne samo za otroke, tudi za oba partnerja, ki se mučita v neki zvezi, boljš, da gresta narazen, da mirno živita sama, kakor da nemirno živita skupaj, pa vsi plačujejo ceno za to. Seveda to ni nujno, da če gresta narazen, da bosta imela pa potem med in mleko, si bosta pa saj dala priložnost. To pa je tako lepo povedano. Ja. Jaz bi tudi za konec povedala, kaj pa jaz hočem, da si zapomnite od tega, da je ločitev res zadnje sredstvo nečesa in da, kakor se zdi nek poraz oziroma nek polom v življenju, da je res v življenju tako, da ko se ena vrata zaprejo, se dvojna ali trojna nova odprejo in da je najslabše se v neki situaciji znajti, matrati samega sebe, matrati otroke in dajati neke napačne vzorce za kasneje v življenju. In življenje se ne konča po neki taki stvari, ampak dejansko se začne in je zelo odvisno od vas same, kako si boste dirigirale vaše življenje in prihodnost. Nina, najlepša hvala.
Hvala tudi vam. Zelo me veselilo, jaz sem se zelo veliko naučila danes, jaz upam, da kdorkoli gleda tudi, da ne bo noben jezen na naju, jaz upam, da nismo nikogar užalile. Jaz sem vendarle ginekologinja, tako da malo bolj so ženske moj svet. Nina oba spola zastopa in je zelo lepo povedala, da je pač na strani obeh, kakor sem v končni fazi tudi jaz. In se vidimo še v kakšni priložnosti. Hvala in srečno.